Dobrodošli ljubitelji portala Ona On Odnosi. Današnji pogovor bom poimenovala Rdeča zarja, kroženje ženske moči, cikla in razumevanja v odnosih. V tej epizodi se poglabljamo v nekaj, kar je že od nekdaj z nami, pa vendar o tem vemo tako malo, menstrualni cikel. Z menoj je Vesna Juvan, avtorica knjige Rdeča zarja, raziskovalka ženske narave, študentka telesne psihoterapije, mentorica in predavateljica, ki s svojim delom spreminja pogled na to, kaj pomeni biti ženska. A ta pogovor ni namenjen le ženskam, tudi moški boste našli dragoceno sporočilo. Zakaj razumevanje cikličnosti ni zgolj ženska stvar, ampak ključ do globjega razumevanja ženske energije, njenih potreb, ustvarjalnosti, dinamike in povezanosti v odnosih. Zakaj pridejo dnevi, ko ženska potrebuje več tišine in drugi, ko se razcveti v svoje poletje? Kako prepoznati te prehode in zakaj so pravzaprav čudovit zemljevid do bolj polnega in do večjega partnerstva? In če vas bo ta pogovor nagovoril in boste želeli izvedeti več o cikličnosti, odnosih in podpori, ki jo ženska potrebuje v različnih fazah svojega življenja, takrat vas bo pot vodila v Akademijo za harmonijo življenja, k Vesni Juvan, njeno mentorsko skupnost, kjer skozi različne programe podpira ženske pri raziskovanju njihove polne in naravne moči. Pridružite se nam v globoko čustvenem in modrem pogovoru z Vesno Juvan, žensko, pisateljico, raziskovalko ženske narave. Spoznajte, kako menstruacija ni nekaj, kar preživimo, temveč moč, odkritje in povezava. Kako ženska v poznavanju svoje cikličnosti spet zaživi v svetlo, polno zarjo. Ne zamudite tega prebojenega pogovora, ženske, da se spomnite, kdo ste, in moški, da začnete poslušati drugače in s tem ljubiti bolj celostno. Draga Vesna, zelo sem vesela in hvaležna, da te lahko gostim. Nekaj časa sva se lovile in sva se ulovile. Tako je, in to je glavno. Ja. Kako si danes? Super sem. Si super. Poletje je moj letni čas. A res? Ja. Poletje je tvoje. Kako si ga preživela? Sicer ga ni še čisto konec. Ja, malo sem bila na morju na začetku poletja. Aha. Potem sem pa v resnici knjigo pisala. Novo knjigo. In to bo že četrta. To bo že četrta. Tokrat ne samo o menstrualnem ciklu, tako da malo širše. Pa je prezgodaj, da zaupaš kaj več? V resnici sem zbrala vse te zapise, ki sem jih zadnjih 13 let, mislim, da zdaj že pisala po Facebooku. In sem jih uredila še zmer ciklično, knjiga bo ciklična, čeprav ne bo samo o ciklih, ampak sem upoštevala tudi cikle življenja, se pravi maternica, porod, otroštvo, pa potem mladost, pa potem zrela doba, pa predmenopavza in celotni cikel življenjski. Ja, pa potem znotraj tega še cikel, menstrualni cikel, a ne, pa potem tako, v tem smislu bo ciklična, a ne. Zapisi bojo pa nepovezani drug z drugim, tako da te krajši. Zelo zanimivo, komaj čakamo, že vemo naslov? Ne. Zbiram predloge. Super, bravo. Vseeno me glede na napovednik zanima, kaj je telesna psihoterapija, glede na to, da smo psihoterapevtski portal, če bi nam zaupala malo več, glede na to, da si študentka te smeri. Ja. Telesna psihoterapija je ena od teh malo novejših vej psihoterapije, a ne, ker na eni točki so tudi psihoterapevti ugotovili, da samo s pogovorom ne moremo razrešiti vsega. Zakaj? Zato, ker naš spomin seže nekje do 4. leta nazaj. Vse, kar se je dogajalo pa pred tem, pa jaz ne morem govoriti o tem, ker nimam spomina na to, kaj se mi je dogajalo, ko sem bila 3 mesece stara. A nekje se je to zapisalo, ne? Nekje se je zapisalo, a ne? In nekako velja, da vse, kar psiha ne more predelati, telo prevzame na sebe. Tako da telo ima spomine na vse tisto, kar mi je bilo takrat preveč. In ko sem mali dojenček, pa vemo, da ta prva 3 leta so nekako najbolj pomembna pri razvoju. So nek temelj. Ja, takrat se otrok najhitreje razvija. Eni sistemi se postavljajo in se potem lahko sam še malo korigirajo, ampak to je zelo, zelo pomembno obdobje. In
do teh zapisov lahko pridem preko telesa, ker takrat je hitro preveč, če si predstavljam sam, da lahko ležim zdaj v tem trenutku na hrbtu, lahko malo z rokami pa nogami migam, pa nič drugega, ne znam govoriti, nimam koncepta časa pa prostora in pol je tleč pride nekdo, ki je 3-krat večji od mene. Ker to smo, če je otrok pol metra velik, mi smo 1,5 metra plus, se pravi 3 do 4-krat večji in bo zdaj nekaj z mano naredil. A ne, hitro je preveč v tem svetu malega otroka. Tako da zato se meni zdi telesna psihoterapija velikokrat v kombinaciji s pogovorno izrednega pomena, ker recimo jaz sem otrok zgodne travme, a ne, jaz imam to telo, ki vsak telesni terapeut bo rekel, najbolj zgodna travma, že samo potem, ko vidi moje telo, a ne. In jaz sem zelo veliko delala že prej z različnimi tehnikami, ne samo s psihoterapijo. In se mi je zdelo, da glavo imam zdaj pošlihtano, vse štima, moje življenje je bilo prilagojeno meni in je bilo dobro, tako da sem lahko rekla, nimam več kaj spremeniti, telo pa ni popustilo. In iz tega sem potem jaz v bistvu našla to telesno psihoterapijo, ko sem za sebe, prvo za sebe, da sebe rešim, ne. Ker sem videla, da telo ne sledi temu, kar bi moja glava. A ne, tako da tisti, ko rečejo, ja, vse je glavi, najbrž nimajo zgodne travme ali pa niso še prišli do nje, a ne. Wow. Kaj nam telo vse sporoča, se mi zdi pa fascinantno, da si sama prišla do tega spoznanja, da telo ne, se pravi, si se mogla zelo dobro opazovati. Ja, malo je to, da sem se že od nekdaj zelo dobro opazovala, malo je tudi to, da imam recimo za ščitnico sem imela težave, ki so zdaj skoraj že jih več ni, a ne. In to so stvari, ki jih opaziš in ti jih preko izvidov servirajo tudi zdravniki, a ne. Tako da sem videla, se pravi, porihtala sem vse to, kar bi psihološko naj bilo povezano s ščitnico, a ščitnica še kar ni zakaj? A ne, in sem se tle začela spraševati. Ja, a ne, ker kaj delamo pri telesni psihoterapiji je, da v resnici v telesu, tam, kjer je travma, je tudi energijska blokada vedno. In mi v bistvu sproščamo te blokade, da lahko se zgodi zopet pretok v telesu in ko je pretok, se telo samo pozdravi. A ne imamo to samo zdravilno sposobnost. Da energija steče, da se krog sklene. Da se krog sklene. Wow, zelo zanimivo. Zelo zanimivo, res. Zdaj bi te pa prosila, da mi kaj več poveš o svoji poti. Kaj te je pripeljalo, da si začela raziskovati menstrualni cikel in pa, da si napisala knjigo Rdeča zarja? Ja, to je kar dolga pot, ne. Jaz sem bila mogoče vedno, jaz za sebe rada rečem, da sem normalen človek, ampak bila sem pa vedno čudna v tem preizpraševanju. Prvič, ko sem se vprašala, kdo sem jaz, pa kaj je to življenje, da imam jaz spominje okrog med 4. in 5. letom. A ne, kar ni čist najbolj normalno za takega malega otroka. In od takrat naprej sem se skozi spraševala, kaj je tole, kdo sem jaz, zakaj sem tle. A ne, in čeprav mi je pri Jyotishu že zdavnaj enkrat v 20-ih povedal, da do 35. se mi ne bo niti razjasnilo, kaj je moje poslanstvo, a ne, sem jaz vseeno hotela vedeti, zakaj sem tle. A ne, tako da sem malo brez veze sama sebe mučila. Kaj je bistvo bivanja? Mojega bivanja. In tudi, kaj je bistvo, zakaj smo ljudje bili postavljeni tle sem na zemljo. A samo zato, da vse te smeti proizvedemo, pa vso to hrano pojemo, meni se zdi, da more biti še neki globi smisel? Nekaj drugega, ja, to res ne bi imelo smisla niti za zemljo, a ne. Tako da to izpraševanje me je pol peljalo v zelo različne v bistvu faze v življenju. Jaz se rada hecam, da že 5. življenje zdaj v tem telesu živim, a ne. Do različnih hobijev sem vmes skydajvala, pa plezala, pa tako spet mogoče malo nenavadne stvari. Pol v enem obdobju sva s partnerjem v resnici rekel, jaz ne bi več v Sloveniji živel, da pojma kam drugam. Pa sva se preselila v Avstralijo, pa sva si tam ustvarila res sanjsko življenje in kaj je zanimivo je, da v tem sanjskem življenju, ko sva delala povprečno 4 ure na dan, ful veliko na plaži, a ne, v Avstraliji so res dobre plaže, biznise, ki smo jih postavila, so bili taki, da so nama ustrezali, a ne, res je bilo dobro, denarja sva imela dovolj. Sem jaz začutila, da tole je super life, sam ni moj. Ne, in je bilo ful težko, ker nič ni bilo narobe, je ful težko zapustiti tisto življenje bilo. In potem se je zgodila ta moja bolezen, ker sem v bistvu zelo, zelo hudo zbolela, tako da pol leta niti vstati nisem zares mogla, oziroma če sem, je bilo tako, kot če imaš ful hudo gripo. Greš na WC, prideš nazaj, moraš pol ure počivati, da si spet za silo okej, a ne. Tako da to se je vmes zgodilo.
Se pravi, te je telo opomnilo, da... Ja, ne vem, je bilo preko telesa duh mogoče. Me je spomnil, da takole res ne bo šlo. Ne? In pol leta je kar dolga doba in sem imela kar čas v bistvu premisliti svoje življenje. In tudi na eni točki je bilo celo rečeno, da mogoče nimam kaj več dosti časa, da je bilo tako hudo. A ne? In sem se ustavila in se rekla, ok, življenje, takole je, če me pustiš, da ostanem tle, obljubim, da ne bom sam teh smeti proizvajala pa hrane pojedla, ampak da bo moje življenje več kot sam to. Zdaj sem se prav naježila, ker sem ti ne predstavljam tak stavek slišati. Ja. Ampak veš, je bilo zanimivo, ker znotri mene je bil takoj ne. Je bilo tako, Da se boš borila. In pa je bilo samo vprašanje, v bistvu, a bomo našli pravi čas, prave rešitve in smo jih. Tako da, in od tam naprej je meni bilo čisto jasno, da ok, zdaj sem obljubila, da bom nekaj naredila s tem lifeom, kaj pa zdaj. Ker večina ljudi, ko zamenjajo recimo življenje ali pa poklic, vejo, kaj bi. Jaz nisem imela pojma. Tako da je potem trajalo po moje še kakšne 2 leti sigurno, predno, da sem jaz ugotovila, kaj je moja pot. Da se je razsvetlilo. Ja, in to se je pa samo od sebe dogajalo. Nisem rabila nič riniti. Vprašala si me, kako sem prišla do raziskovanja menstrualnega cikla. Imela sem eno prijateljico, ki je nekje prebrala o teh letnih časih in tem, in pol ni nehala o tem govoriti. Jaz sem bila vzgojena tako, da ko imaš menstruacijo, si čisto normalna, nisi invalid, lahko delaš vse. Ni to bolezen? Tako. In na začetku mi je šla ta prijateljica kar konkretno na živce, ker vsakič, ko sem prišla, je bilo tako, veš, kako si? Super. A si ovulativna? Joj, ne vem, v redu sem, a ne more biti to dovolj. In obratno, če nisem bila v redu, a boš menstru dobila? Si mislila, ne more biti vse z menstru povezano. Ampak potem sem pa enkrat začela tako malo pod tem pritiskom opazovati in sem videla, da wow, ko sem si začela zapisovati in tle bi res apelirala na ženske, ki se želijo s tem ukvarjati, da si moramo zapisovati. Ker 1 mesec je strašno dolga doba in če te vprašam, kaj si jedla 14 dni nazaj, v torek ne boš vedela. In tako tudi ne veš, kako si se počutila 14 dni v torek, a ne nazaj. Če pa imamo na papirju, se pa vidi to naše nihanje in se vidi, da je strašno podobno vsak mesec. In kar se telesnega počutja tiče, in kar se čustvenega počutja tiče, in kar se tiče tega, kam mi pa še jest, pa koliko. In kar se tiče, s kom se mi je fajn družiti, pa me to druženje polni ali me črpa. Potem lahko prenesemo to na seksualnost, na kak način, koliko predigre rabim, res se cel tale paket, ki ga imenujem Vesna, spreminja. In v TED govoru sem govorila o tem, kako moški živijo s 4 različnimi ženskami. Mogoče celo 5. In to znotraj enega meseca. In to znotraj enega meseca. Ženske se hecajo, da one so vsak dan čisto drugačne, tako da mogoče eni s 30 imajo, ampak tako, v grobem je 4 do 5 žensk imajo. In če se tega ne zavedajo, so zmedeni. Verjamem, jaz sem to moškim povedala, so rekli, pa še so delovke, veš, koliko ženskami na mesec živimo. Tako da, tako nekako sem jaz prišla, potem se je zgodila čisto slučajno ena delavnica v maternici, pa sem šla, pa se je pol izkazalo, v bistvu, polovica se nas je prijavila na eno drugo delavnico. Tako da, življenje ima trike tudi včasih, ki jih igra z nami. Tako da, dejansko sem potem, ko sem delala te vaje, videla, da, oh my god, tole je res dobro. In jaz, prej sem že omenila, da imam to telo zgodnje travme, ki je zelo velikrat tudi utrujeno, to gre zelo velikrat eno z drugim. Tako da jaz sem res videla spremembo na svojem telesu, na svojem počutju, na tem, da mi je smer postala jasna, tako veliko tega se je zgodilo. Se je odkrilo. In ta travma, ki jo omenja, se dogaja že preden se otrok rodi, že v maternici. Za ene je travma že spočetje. Jaz vidim na delavnicah za maternice z odgovornimi lastnicami, ko delamo vaje, za ene se začne travma tam. Pri meni se je začela pri približno 3 mesecih v maternici, ko mi je sestra dvojčica umrla in mišično testiranje je pokazalo, da smo bile enojajčne dvojčice, in takrat je še posebej problematično, ker ponavadi pri dvojčkih je tako, da ni prva tvoja povezava z mamo, ampak je prva s tem drugim dvojčkom. Šele potem enkrat pride mama. Tako da, ko zgubiš
to drugo osebo, takrat zgubiš cel svet, ker v maternici ni kaj dosti drugega bilo, a ne tole pa da rastem. Tako da to je bila moja prva, potem seveda vakuumski porod, ki je bil takrat glih mal tudi modern. Mal pa tudi verjamem, glede na moje podoživljanje te travme iz maternice, da se dejansko nisem bila pripravljena boriti in roditi. A ne, ker rojstvo je za otroka naporno, mora se odrivati vseh onih kosti. Velikokrat reče, da samo mama je v bolečini, ampak je za otroka velik stres. Ja, in če se otrok noče roditi, se pač ne bo boril. Tako da jaz mislim, da tle sem soodgovorna pri tem. In potem, ko imaš tako močno travmo, jaz sem potem celo prvo leto tulila, ne jokala, tulila. In to znervira starše, ki potem ne morajo biti enako ljubeči do otroka, kot bi bili, če je to otrok, ki se smehlja. A veš, tako da je to se naporno, ne vejo, kaj je. Ja, in se potem travma se v plasteh dolaga, jaz rečem. Tako da... Ker prebrala sem v eni knjigi, da tisti, ki izgubijo, se pravi v maternici, sorojenca, se pravi dvojčka, dvojčico, da ga potem celo življenje nekako iščejo. Veliko je različnih v bistvu posledic tega. Od tega eni se odločijo, da nočejo živeti, eni se odločijo, ne bo mi uspelo sami, eni grejo v krivdo, eni imajo celo življenje strašne težave z izgubo. Mama pa lahko sploh ne ve, da je nosila še enega, včasih se to zgodi, da... Sploh, recimo takrat, ko je bila moja mami noseča, ona ni imela nobenega ultrazvoka celo nosečnost, tako da dejansko se ne ve. In potem si to preko terapij ugotovila, da je dušeno. In takoj prvi trenutek, ko sem to ugotovila, mi je bilo tako, A veš, kaj ene stvari preprosto začutiš. In ful stvari se mi je postavilo takrat. Ker najhujše je žalovanje, ker ne veš, da sploh imaš dovoljenje pa pravico žalovati, ker ne veš, da je kdorkoli, za katerim lahko žaluješ. A veš, tako je nekako smislilo se vse in veliko ljudi to reče, da ko enkrat ugotovijo, da je tako, zdaj vem, zakaj imam to moje hrepenenje, zdaj vem, zakaj si želim to zlivanje z soljudmi, ker to se v maternici dogaja, prelivamo se eno drugega, ni zunanjega sveta in je samo tole. Edini svet. Tako da ful veliko enih stvari je dobilo smisel in sem jih lahko začela, to žalovanje se je lahko začelo, in na zadnje glih, par mesecev nazaj se je v postavitvi družine pokazalo, da moje bolezni so vezane na ta dogodek. Tako da tle to separacijo neprimerno je treba še obdelati in dodelati. Noro, kako se na koncu dobi smisel in kako lahko že v bistvu v maternici imamo težke preizkušnje. Zelo malo vemo o življenju v maternici, še vedno. Zdaj se čedalje več, ampak še vedno zelo malo. Mi čakamo tega otroka, da bo ven prišel, pa bo pol človek. Zdaj bi te lepo prosila, si že omenila simboliko letnih časov znotraj menstrualnega ciklusa. Pa če bi nam malo več povedala, razložila, kaj se dogaja v posameznem letnem času. Ljudje smo del narave v resnici. Malo smo to pozabili v zadnjem času, ko nam ni treba se spominjati, ampak smo, že kisik dobivamo od rastlin. Zbrišeš rastline, zbrišeš ljudi, ne moramo. Nas ni. In žensko telo je zelo podobno v bistvu kot narava. In tle pri nas imamo tako imeli smo dosti izrazite 4-letne čase. Zima je čisto drugačna kot pomlad ali pa kot poletje ali pa kot jesen. Na enih delih sveta imajo zelo podobne letne čase. Jaz, ko sem živela v Brisbaneu, so bile razlike, ampak minimalne. In pri ženskah je enako. In to bi rada rekla, predno sploh gremo pogledati, kaj ti letni časi so. S tem, da narava gre skozi en cikel v enem letu, vesolje ima še daljše cikle, ženske pa imamo enomesečni približno. Bomo zdaj v enem mesecu govorili, zato ker je lažje, ker je od do vedno. Tako da, ko govorimo o tednih, to ni nujno 7 dni. Če imate krajše cikle, je to krajše obdobje, če imate daljše, je to daljše. In niso pri ženski vsi letni časi enako dolgi. Tako da vsaka res mora raziskovati. Zdaj, kaj so ti letni časi in kako izgledajo pri nas ženskah, je v bistvu tako, da zima, zelo podobno kot v naravi. Kaj se v naravi zgodi je, da nekako izgleda, kot da se je vse nekam umaknilo in da se nič ne dogaja. Kot da počiva. Kot da počiva in še posebej, kadar sneg zapade. Prideš ven v naravo in je tako mir.
Nič se ne dogaja, a je res. Samo ona bela idila. Samo bela idila, a ne. V resnici se ful dogaja, samo ne na zunaj. Se že pripravljena. Ja, takrat se v bistvu znotri zemlje se dela kompost za spomladi, da bojo ga lahko rastline uporabljale. Vemo, da kadar je res velik snega, če se še spomnimo, kako je bilo, a ne, vso tisto listje pod snegom, skoraj čist razgrajeno potem spomladi že, a ne. Se pravi, pripravlja se kompost, a ne. In zdaj, pri ženski je zelo podobno v resnici. Takrat, ko smo v zimi, to je čas, ko krvavimo, a ne, to je naša zima, bi naj šel nas fokus globoko vase. In takrat smo sposobni iti globoko vase. A veš, probaš to med ovulacijo, nimaš šanse. Med ovulacijo te zanima svet. A ne, med menstruacijo pa, če se ustavimo, dejansko začutimo, da si želim biti bolj sama s sabo, ne želim se toliko družiti, ne želim si toliko delati večinoma. Če se uležem, ugotovim, da mi počitek strašno paše, velikokrat se ne uležemo, ker smo natrenirane, da to ni prav, a ne. In če se dejansko uspem dovolj odklopiti od sveta, da sem res sama s sabo, bom videla, da bom dobila neke usmeritve ali pa uvide v to, čemu bo namenjen zdaj moj naslednji mesec, moj naslednji cikel. A ne. Jaz rada rečem, da je tle tako, kot da bi prišla duša na obisk. Ja, kot da se ta plast med tem fizičnim, na kar sem najbolj navajena, in nad v bistvu tem duhom znotri mene, kot da se ta plast umakne. In dejansko imamo uvide, ki jih v nobenem drugem delu cikla ne morem imeti. In tudi počivanje je tle najlažje. A ne, jaz sem začela ta menstrualni počitek v resnici po eni delavnici. Ana Drevenšek je imela delavnice včasih menstrualni misteriji, mislim, da so se imenovale. In sem bila in ona je prvič omenila ta menstrualni odklop. Se pravi, da se odklopiš. Mobitel, računalnik, odklopiš, zvonc od spod, odklopiš. In si cel dan... čas? En dan. En dan. In si ta cel dan sama s sabo. In meni se je zdelo, wow, to je pa čisto nora ideja. Res je dobro slišati. Ja. In slučajno ali pa ne slučajno, ne vem, sem imela takrat naslednja moja menstruacija bila med vikendom, ko nisem imela nič planirano. To je pri meni redko. In mi je bilo tako, probam. In sem pričakovala, to bo nekaj najboljšega na svetu. Meni je bilo to grozen dan. Zato, ker moj ni mogel spustiti ideje, da je okej, da se jaz iz sveta odklopim za cel dan. Kaj pa če, ne? Pol je bilo pa milijon, kaj pa če bo nekdo umiral, pa bo hotel še zadnji z mano govoriti, koliko ljudi poznaš, ko so na smrtni posli. Da bi 1000 vprašanj bi imela v glavi, kaj se lahko zgodi. Ampak realno, koliko ljudi poznam, ki so na smrtni posli, kogarkoli vklicali, kaj šele mene. A ne? Tako da ima te fore in nas hoče prepričati, da je tako, ko je bilo prej v redu. Ne bomo zdaj radikalnih sprememb delali, sploh kadar skupnost nekako ne podpira teh radikalnih sprememb. Tako da ta moj prvi odklop je bil grozen, ampak bilo je pa nekaj tudi strašno fajnega v njem. Tako da potem sem jih rabila po moje kakih 5, da je ta spustil. In da videl, da je to okej? Ja, in da je spustil idejo, da me mora maltretirati za to. In od takrat naprej jaz dejansko si vzamem en dan odklopa, potem pa še en dan, ko res temu rečem prost dan, se pravi, nič ni na urniku, ampak bom že delala stvari, dokler mi pašejo. In samo stvari, ki mi pašejo. Če se mi ne ljubi posode pomiti, je gladko ne bom. In če se mi jo ljubi, pa na polovici se mi zdi, da dost te posode, jo bom nehala na polovici. Bravo. In to je tudi dober trening in sem videla, da v resnici ful veliko naredim. Nisem na koncu dneva utrujena, ker ni nobenih moramov. Tako obremenjuje se, še to moram. Ja, tako da ta menstrualni počitek je pač, kadar je možen. Jaz sem si tako organizirala življenje, da večinoma je možen. Enkrat na leto probam, da ne počivam. Zakaj? Zaradi tega, ker jaz delam z zelo veliko ženskami, ki si ne privoščijo počitka. In se mi zdi, da je fajn, da imam jaz to svojo izkušnjo, ki je sveža, da vidim to razliko. Ker kaj se zgodi? Večina žensk bo rekla, če vsaj en dan počivam, imam cel mesec vsaj 20% več energije. To je ena stvar.
dobim uvid v to, kam naj peljem svoj life in zakaj je zdaj čas, ker so meseci, ko je čas za čiščenje, pa bom pač, ne vem, spucala stanovanje, pogledala, kire prijatelje treba ščistiti, odnose med nami, bom spucala računalniki, ki se kar nabirajo gor v nej konce, a ne. A veš, bom zaključila projekte mogoče, kak mesec je tudi sam za zaključevanje. Čas je, da zaključim vse, kar je odprto, ker jaz tako veliko stvari me zanima, pa veliko stvari tudi odprtih naenkrat. Sem podobna. Samo to vse brez pritiskov, kakor te razumem. Ne daje si pritiska sama sebi, moram, ampak ko začutiš. Kaj jaz vidim, da če je mesec namenjen čiščenju, mi čiščenje ne bo problematično, ker je energija že tle za čiščenje. Ne rabim je iz morama vleči ali pa iz nekje. A ne? Če pa je mesec namenjen čiščenju, jaz pa začenjam nove projekte, bo pa treba riniti. Tako malo kot retrogradni Merkur. Ko je rineš, če hočeš nekaj dosežiti. Samo se ne postavlja. Tako malo jaz vidim te stvari. In zato mi je tako pomembno dobiti ta uvid, da potem vem, kaj bo teklo, da se ne zaletavam v stvari, ki ne tečejo ta mesec. Ker lahko v bistvu nadoknadiš, ko je čas za to. Ja, in ene stvari ne moreš. Ženske, ki so otroci mali, naprimer, če je takrat bolan, je takrat bolan. Ne briga ga in tebe tudi ne, da menstruiraš. Tako da jaz ne pravim, da to je absolutna resnica in tega se moramo držati kot pijan s plota. Ne, ampak kadar pa lahko, in ponavadi lahko bolj pogosto, kot si mislim, da lahko, je pa fino. In tudi ne vem, če imate malega dojenčka, dobro, takrat ponavadi itak ne menstruiramo, ampak pol tudi, ko začnemo menstruirati, seveda so kompromisi. In če že lahko, recimo, kadar ne moramo menstrualno počivati, kaj je že dovolj včasih, da naredimo je, da sam pozornost obrnem na sebe. Se pravi, da nisem cel čas odzunaj nekje razpršena, ampak da grem tako, če si zdaj predstavljaš, da sam vdihnem, se povežem s tem dihom in sam grem v sebe. In to naredim večkrat čez dan. To je ena stvar, ki jo lahko večinoma naredimo. Pa ne vzame veliko časa, pa da rezultata. Ja, mogoče, ko otrok zaspi, zaspim tudi jaz. Ne grem zlikati ta čas. Mogoče v službi preložim kaj na jutri, če ni nujno. Mogoče kak se stane, kot povem. Ful stvari je, ki jih lahko naredim, če le grem iz te skrbi za sebe. Iz tega samonegovanja. In ta čas zime je res čas za samonegovanje. In tle je idealno, če imamo družine, da v bistvu tudi družina pozna, kako delujem. Ker družine sodelujejo, moški zelo radi sodelujejo, njim, če jim razložimo na način, ki ga bojo oni razumeli, ker oni nimajo svoje izkušnje. Tako da oni ne morejo razumeti, samo zato, ko rečem PMS ali pa menstruacijo, on ne ve, kaj to pomeni, razen da iz izkušenj ve, da smo takrat sitne. Zato sem v bistvu, tale Razumeti žensko misija, ne mogoče knjiga, je v bistvu napisana prav za moške, skozi njihove izkušnje. Ker moški mi rečejo, Vesna, jaz mislim, da se samo na sam noče kontrolirati. Če bi hotla, bi lahko. In ko jih jaz vprašam, ker to je hormonska stvar, menstrualni cikel je hormonska stvar, ko jih pol vprašam, ko si bil v puberteti, koliko kontrole si imel nad tem, da so ti postale punce všeč, da so ti starši šli na živce. Praktično skoraj nič. Zgodilo se je in punce so ti bile všeč in starši so bili bodale. To se je zgodilo. In tudi, če se hočeš kontrolirati, je to notranje stanje tako močno, da zelo malo lahko narediš. In bolj so tako, a tako je hudo. A veš, tako da vidijo, da ni vpliva. Skozi te neke izkušnje, ki jih imajo tudi oni, in potem lahko razložimo stanja, skozi katero gremo mi. In nismo vse enake. To bi res 100-krat rada poudarila, da nismo. Tako da ta zima je čas za počitek, je čas za notranje delo, se pravi stvari, ki jih moram prečutiti sama pri sebi. Predelati. Je čas za umiriti se, je čas za te uvide dobiti, je čas za kompostiranje. Čas za razvajanje tudi. In vem, da veliko žensk se niti ne ve, kako se razvajati. Začnite tle vaditi. Mogoče to pomeni, da vzamem eno knjigo, ki mi je všeč in si rečem, 20 minut zdaj berem, brez da razmišljam, kaj moram narediti. Mogoče je to dovolj za kiro.
Tako, ena sprememba. Ja, tako da to samo negovanje in počitek. Potem, se pravi, tle so hormoni zelo nizki, zato smo ženske tako malo izklopljene za publiko. Okolico. Za okolico. Tudi oblačimo se takrat ful bolj udobno rade, res me ne zanima. Neki na hitro. Pa sem, da je udobno. Ne zanima me tako, kako zgleda, bolj mi je obdobje pomembno. Tako da velike stvari, in če začnete izpolnjevati menstrualni koledarček, tako boste videli, da res sem v vsakem letnem času drugačna. Pa ta dnevnik mi je bila všeč ideja v smislu, kakšne ideje imam, katera hrana, tudi spanec. Ja, koža recimo, koliko sem si všeč, ko se v ogledalo pogledam. Ja, in zdaj, če smo že pri zimi, zanimivo pri tem pogledu v ogledalo je, če se med menstruacijo pogledate v oči, je v njih taka globina, kot v nobenem drugem delu cikla. Taka globina, da sem se jaz prvih parkrat, ko sem pogledala, ustrašila, ker je bilo tako, tole pa ni predolgo za gledati. Res, koža je drugačna. Ogromno enih lasje se drugače obnašajo v različnih delih cikla. Noro, ne? Ja, ful je zanimivo. Tako da priporočam opazovati. Ja, priporočam, da se začnemo opazovati. Potem, se pravi, tle sta, če spremljamo sam estrogen pa progesteron, ko sta glavna dva pri menstruaciji, sta tle oba dva nizka. In če je estrogen tisti, ki nas v bistvu malo zbudi, tako zelo podobno deluje kot blagi stresni hormon, ampak v tem pozitivnem stresu, da imamo energijo, da naredimo stvari, da smo živahni, da nas zanima svet okrog nas. Ta estrogen se začne spomladi dvigovati. Progesteron je še vedno dosti nizek. In to nas budi. In zdaj ženske smo tle tudi ful različne. Malo je odvisno od tega, ali sem počivala po zimi, ker če sem si nabrala energijo. Zima je čas za nabiranje energije. Telo jo samo od sebe zbira. Srkava. Se pravi, če sem počivala, bom imela seveda, bom pomladi lažje zalaufala. Če nisem počivala, je pol čisto odvisno v bistvu od ženske same in tega, kako bojo hormoni delali. Ene so zelo zgodne, tako kot v naravi zvončki. Še sneg ne skopni zvončki že v polnem razcvetu. Jaz sem bolj španski bezek, recimo. Španski bezek maja enkrat, z konca aprila, maja, tam nek pride in se takrat razcveti. Tako da spet nismo vse enake in ni prav pa narobe. A veš, to je tvoja cikličnost. Vsaka ima svojo. Vsaka ima svojo naravo, jaz rečem. In jaz pravim, ženska cikličnost je moja narava. Moja cikličnost je moja narava in je tle zato, da me usmerja do tega, da postanem celostna ženska. In spomladi, kaj naredi narava spomladi, začne iti v svet. Izpod unga snega se prebudi in pogleda, kak je odzuni. In ženske tudi, se pravi, iz tega notranjega sveta, kjer smo bile zdaj zelo povezane s sabo, zelo globoke, tle smo tudi najbolj globoke in v razmišljanju, veliko mojih zapisov nastane recimo ravno v tem obdobju. Tudi ideja, ne? Tudi ideje, delavnice. Imam cel kup delavnic, ki sem jih v resnici si zapisala ideje v času menstrualnega cikla, pa si jih ne upam izvesti, ker so preveč radikalne. Ampak so pomladi prišle na plano. So prišle po zimi na plano, ker je ta globina. Tle nas iz te globine potegne spet ven v svet. In me tudi začne zanimati, pokličem prijateljice, začnem razmišljati o projektih. Tako kot rastline. Pokukajo ven v svet in pogledajo, kakšni so pogoji in kaj bomo letos naredile, koliko cvetov in koliko listov bomo pognale. Ženska, v bistvu, če je dobila uvide po zimi, pride zdaj v pomlad in njena naloga tle je, da zdaj pogleda, kako to v svetu uresničiti. Kako zrealizirati? Kako zrealizirati. In to je čas za planiranje. Naravno gre naš fokus iz naših globin v glavo. Da razmislim, kako bom tole naredila. Da razmislim, ali lahko to sama naredim, ali rabim koga zraven povabiti, kaj bi bilo idealno, ki bom finance dobila, karkoli v zvezi s projekti, če zdaj govorimo, karkoli je potrebno razmisliti, je tle čas te priprave razmišljanja o tem. Tako da to rečemo, da je čas za planiranje, tle smo najmanj s čustvenim telesom povezane,
in najbolj z mentalnim. Tako da mogoče to ni najboljši čas za nekoga, da pride, pa bi se o svojih čustvenih težavah z nami pogovarjal. Ker smo tako na nek način najbolj podobne tudi moškim, sploh v tem pozni pomladi, ko je tako, pa vse je v redu. A veš, da se mi glih preveč debatirati, ne sekiri se bo že uredilo. Tako da, se pravim, tle je res ta pot nazaj v svet. In isto zdaj, če imamo službo, recimo, kaj so one stvari, ko jih moram res premisliti, najboljših je tle v tem letnem času. Jaz pravim, sestanke, če bi lahko firme prilagodile tako, da jih imamo, ko je večina žensko pomladi ali pa jeseni, pol manj bi jih rabili, zaradi tega, ker je takrat ena kreativnost in ena sposobnost za razmišljanje. Ko menstruiram, sem jaz, kar se logično-matematičnega razmišljanja pa tega tiče, ne tako v redu. Ja. Eni pravijo, da smo zmešane kure takrat. Jaz včasih vidim, če grem ven, ko se na semaforju ne moram odločiti, naj grem zdaj tle, najprej česa tle, a bi šla rajš po uni poti. Uno raztresenost. Raztreseno. Ženske pridejo na delavnice, pa pol računajo, a sem prav parkirnino plačala, mogoče sem dala premal, a veš, ta raztresenost, ko res za sestanke. A sem zaklenila vrata, jaz to sprašujem. Ja, ta raztresenost ni dobra za sestanke. In mogoče se tle dotaknemo še ene stvari, ki ni vezana na pomlad, ampak je vezana na to, da ženske, ko smo v skupini, se nam menstrualni cikli izenačijo, uskladijo. V sink pridemo, kar je zelo, zelo zanimivo. Tako da jaz verjamem, če bi firme začele gledati, ene firme to že delajo, v katerem letnem času je kdaj katera, pa glede na to planirati svoje poslovanje, bi bile brez dodatnega truda enkrat bolj uspešne, kot pa so. Učinkovito zraste ideje, verjetno pridejo. Nore ideje, sploh jeseni imamo noro, out of the box, totalno razmišljanje. Tako da ta pomlad je za planiranje, kot se je pokazalo pri raziskavi PES, v tem menstruacije, mi gremo tle že v akcijo. Brez planiranja, brez praznovanja na koncu. Sam počitek, ker obležim, če obležim, če ne je akcija tudi tle, bo pa skozi akcija. Kar je malo škoda, ker zelo veliko džusa in žmohta pobere iz nas to, da sam delamo. Samo akcija. Mi je neverjetno, ker si me spomnila, jaz sem tudi o tem veliko razmišljala, sva govorila s prijateljico in sva razmišljala o enem dogodku, da bi se ga udeležile in ona čisto navdušena, moramo iti, karte. Pa prije ta dan, meni se takrat pa ni šlo, pa obratno. In pa sva ugotovila, v katerem obdobju sva bile. In sta bile na kontra. Tako. In ko te ena stvar potegne, čisto navdušena, bom razmislila, bom videla, pa kaj zdaj gremo, meni ne. In ravno to, kar zdaj govoriš, ideje, vzhičenje, dajmo to, dajmo ono, In dokler še imamo nekak reden cikl, da vemo na približno koliko dni, se lahko življenje zelo lepo v skladu s tem planira. Saj si doskrat rečem, ne, saj si premislila, ko bo prišlo, ker se zdaj že toliko poznam. Ali pa recimo jaz večkrat, ko imam 1 na 1 z ljudmi, večkrat rečem, tole bomo dale datum, ampak mogoče bomo premaknili, zato ker ta teden pričakujem menstruacijo in če se to zgodi, sam prosim preveri zjutraj, predno greš na pot, SMS-e, ker ti bom sporočila, če ne bom, ker jaz dejansko ne grem delati in odpovem vse, kar imam tisti dan, za ta en dan, za 2 dni v resnici. Se pravi, za prost dan pa za menstrualni odklop. Bravo. Tako da tle je čas za planiranje in za vse tiste naloge, pri katerih moram razmišljati. Recimo v srednji šoli pa na faksu se zelo vidi, da v kakih delih letnega cikla lahko zelo dobro pišem teste, kljub temu, da nisem tako dobro pripravljena, ali pa obratno. Nikak nisem nič spravila skupaj, čeprav sem vedela, da sem se učila. Zadnji veliko učenja. Tako da to je ta čas za razmišljanje. Potem pride ovulacija. Se pravi, tle zdaj, če pogledamo spomladi, estrogen se je že ful dvignil, progesteron se še ni, zdaj pa tle estrogen strmo glavi, dobesedno. In ene ženske imajo tle več težav, kot pa pri menstruiranju in PMS-ju. Ene so tle utrujene. V nekem kaosu? Lahko v kaosu, lahko sam čist zmatrane, lahko čist ziritirane, tako PMS ziritirane.
A ne, odvisno, kako se telo odzove na ta pad in kako hitro tudi pade. Ampak to je strmoglavljenje. Tako da 1 do 3 dni ženske poročajo, da rabijo tle tiste, ki jih to nekako se dotakne, da rabijo tle malo lepše skrbeti za sebe, drugače se spet izmučijo. Ja. In ovulacija je ta izstrelitev jajčeca, že sama po sebi zahteva velike energije, že sam vse to, ker ta proces je izjemen. Tako prav priporočam, da poguglajo ženske in moški ovulacija in si pogledajo kak video, ker kao vse se to zgodi, to se možgani pogovarjajo z jajčniki, z jajcevodi, jajcevodi se primaknejo k jajčniku, to je noro. A ne? Tako da to je en tak potraten energijski proces. Zelo velikokrat vidim, ko se pogovarjam z ženskami tudi, ker ovulacija je izstrelitev potenciala. To jajčece je potencial za novo življenje. A ne? In velikokrat tiste, ki imajo težave ob ovulaciji, so ženske, ki jih kaki potenciali kličejo, pa si jim ne upajo reči, ali pa mislijo, da ni pravi čas, ali pa nimajo pogojev, ali pa karkoli in si ne upajo reči tja. A ne, in skoraj brez izjeme, ko mi kakšna ženska pride pa mi razlaga, kakšne vse težave ima v ovulaciji, če jo vprašam, kako si kaj s potenciali, pa z uresničevanjem potencialov, so tako, ne tako dobro. A ne? Neverjetno, kaj to žensko telo in hormoni sprocesirajo in nas spreminjajo. Ja. Potem pa pridemo po ovulaciji v poletje. Kaj se poleti zgodi v naravi? Vse zacveti, ful je energije. In poletje je pa končno čas za akcijo. Se pravi, to, kar sem zaslutila, da moram narediti v menstruaciji, v zimi, kar sem splanirala, kako bom naredila v spomladi, zdaj je čas, da to naredim. Da dam to v prakso. Ja, da dam to v prakso. In posledično smo ženske tle najbolj v čustvenem telesu, ampak v tem dobrem čustvenem, stabilnem čustvenem, se pravi sposobne čustvovati, bomo tako rekle. Največ energije imamo ponavadi tle. Ene sicer pravijo, da imajo največ spomladi, različne smo spet. Veliki ima največ tle in so tako, zrihtam stvari takole. Nekaj, kar se bi pa v enem drugem obdobju veliko dlje časa in več energije porabil za isto delo. In težko bi mi bilo narediti. Tle pa tako, in je že zrihtano. To listki se tle kljukajo. Kar je še fajn vedeti, je, da smo tle najbolj pogumne, kar je pomembno za une stvari, ki nam kar rabimo mečkane. Kar rabimo malo poguma, da jih naredimo. Včasih so kakšne stvari, ki terjajo od nas pogum. Kakšni novi koraki, kaj takega. Tle smo najbolj pogumne, tako da tle je čas za narediti. Če tle ne bom ziher, pa bom malo razmišljala, še pa bom rekla, drug teden več ne bom imela tega poguma. Tako da to je dobro. To je ful dobro vedeti. Ja. Drugače pa tle je akcija, tle se imamo fajn. V tem odgovoru sem rekla, da tle nas povabite na dopust, ker bo res dober. Sploh, če je to aktiven dopust. Če grem med menstruacijo na aktiven dopust, se bom vlačila tam po unem smučanju ali karkoli kolesarjenju. Ko megla in se bom matrala, tle se imela pa res dober. Tako da to je to poletje. Oba hormona sta tle dosti visoka. Se pravi, estrogen zraste in progesteron me sledi. Se pravi, zaradi estrogena smo žive, se počutimo polne energije. Zaradi progesterona smo pa dober. Progesteron je pa tako skoraj, da bi rekli antidepresiv. Ja, v redu se imam. Tle moški mi včasih rečejo, nekaj ženske, ko imamo PMS pa menstruacijo, se pritožujemo čez njih, čez življenje, čez otroke, čez stvari. Pa oni premislijo to, kar smo rekli, pa pridajo čez 14 dni nazaj, ko smo mi v poletju, pa hočejo začeti pogovor o tem, dajmo se pogovoriti o tem, kaj si zanj rekla, pa smo mi tako, se pa to jasno, ni problem, ne sekiraj se. Ne vem, zakaj sem to rekla. Se bogi moški. Malo se pošalim. Ja, fajn je v bistvu spet, da razumejo. Pa da vejo, v kateri fazi smo, kdaj se priti pogovarjati in da tudi tole bo minilo, dajmo uživati, dokler je. A veš, dajmo v polnosti tole užiti. Tako da to je to poletje. Tle je tudi v službi recimo čas za to, kar je treba narediti. To, kar me zahteva. Recimo tudi z ljudmi pogovori. Za kaj razrešiti. Za kaj razrešiti, absolutno poleti. Ampak tudi recimo takole, ko ti imaš zdaj z mano tale podcast snemaš. Poleti ti je tole super, po zimi
pretrpiš, boš zrihtala, pa boš dobro zrihtala, ker si tak tip človeka. Res včasih se lažje spravim, ja. Ja, a ne, ampak včasih je pa tako, danes bomo tole naredili, kako fajn. A ne, se pravi, tisti, ki so nam tle že všeč in jeseni še bolj, ta prvi del jeseni. Tako da to je poletje, jesen v naravi je zelo dvojna. Ta prvi del je še dosti podoben poletju, s tem, da ni tako vroče več in je to kar fajn tudi včasih, a ne, sploh če je 2 meseca res vroče poletje prej. Drugi del, november, začetek novembra, je pa to, ko se odzunjuščije, pa pada cel teden. Turobno. Ko zgleda, da bo vse zgnilo, pa dnevi so, ne vem, do 4, pa potem spet šele od 9 naprej, a ne, kratki dnevi, dolge noči. In enako je v bistvu z žensko jesenjo. Ta prvi del je fin, tle smo tako, prej sem že omenila out of the box razmišljanje, tle smo res kreativne, tako kot narava, če pogledaš liste, na koliko baru se to, a ne, obarva, tako smo ženske tudi takrat, a ne, tako, vse je možno, tako zelo v redu. To je čas tudi za druženje, za trgatve so takrat v naravi, a ne, ker se podružimo. Takrat lahko grem jaz s 3 prijateljicami, eno za drugo na drink ali pa na sprehod, klepetamo, bom prišla domov, ne bom utrujena. Če to naredim med menstruacijo, privlečem se domov, a ne. Tako da to je čas za druženje, to je čas za stvari, pri katerih moram razmisliti na novo. Se pravi, ne tako, kot je vedno bilo, ni za te rigidna razmišljanja, ampak za ta razmišljanja sveža, a ne. Nekaj tudi nekaj novega, odkrivaš nekaj novega. Ja. Wow. To, potem drugi del. Malo bom zakašljala vmes. Ja, kar. Drugi del je pa v bistvu, se pa začne temen del cikla. Zima je tudi del temnega dela cikla. A ne? In tle se pa ta slavni PMS začne. A ne? In jaz verjamem, da PMS pomeni pojdi malo k sebi. Takrat že veš, da prihaja. Takrat nas spet začneva vleči ven iz sveta, svet nam začne iti na živce in to je prvi znak, da me vleče vase. Ker cela moja biologija mi govori, pusti svet, ni zdajle za tebe. A ne? In takrat je čas, da spet sebe pogledam. Zdaj, če znamo ta darila PMS-ja uporabiti, kaj je darilo PMS-ja, ne? Darilo PMS-ja je, da mi pokaže, kaj je znotri mene še nerazrešeno. In tle smo spet zelo pogosto pri teh otroških travmah, ki se jih mogoče niti ne spomnim. Ne zavedamo, ne A spomnim. ne? In ključno vprašanje, ki bi bilo fajn, da si ga ženske takrat postavijo, je, kaj rabim. Se pravi, zafrustrirana sem ali pa jezna, ali pa žalostna, karkoli že nam ven udari takrat, a ne? Kaj rabim? In da si to dam. A ne, pri meni je ponavadi to nežnost in dolga leta sem razmišljala, kaj je s to nežnostjo? A ne, in potem šele, ko sem prišla do teh otroških travm in do tega, da sem doživljala iz unega zatravmiranega svet kot prevelik, pregrob, preglasen, prekrut. Ta mama, moja mama ima velike energije, ona je prišla, previla otroka. Nič ni slabega, mislim, s tem, ampak za mene je bilo tako, kot da je Terminator prišel. A ne, tako da ta nežnost je šla nazaj tja v otroštvo, takrat sem jo rabila. A ne, in jaz sem imela zelo redko sicer na srečo PMS-je, ker sem tudi skozi delala na tem samozdravljanju, ali pa kadarkoli se je pojavil PMS, je bila nežnost. A ne. In potem si začutila potrebo po nežnosti. Ja, in to sama do sebe in drugi do mene. In tle je bilo zelo pomembno za mene, da sem skomunicirala. Da če sem se dobila takrat s kom, da sem rekla, PMS imam, ful bi rabila, da si nežna ali pa nežna z mano. Si bila odkrita in ja, in večinoma ljudje brez problema sodelujejo. so razumeli. Ja, so razumeli. Tako da ful apeliram na ženske, da tle skomuniciramo. Se pravi, kaj rabim, ne kaj sem. To tako ali tako vidijo. Da sem tečna, tako ali tako ljudje vidijo. Ne rabim jim tega govoriti. Ja, A ne, to se vidi, začuti. Če moram, lahko rečem, tečna sem, kaj bi v resnici rabila je čim bolj tiho okolje, ali pa da sem nežna s sabo, ali pa da nekdo da mi ni treba danes ničesar več narediti. Karkoli je že tisto. Da se me malo pocrklja. Da se mi malo pocrkljalo. Ja. In večina ljudi bo sodelovala.
A ne, in potem sem imela situacije, ko mi je enkrat en prijatelj, recimo, ko smo tango skupaj vadila, pa sem rekla, prosim, a lahko nežno z mano, ful nisem v redu, danes pa se imam. In rekel, jaz pa skoraj celo noč nisem spal in sem tudi ful rahel, a smo lahko nežna drug do drugega. In sva bila zmenjena. Ja. A ne, in včasih, In sta si dala to. ja, in včasih niso pripravljeni ali pa sposobni tega. Jaz sem imela en cajt, smo bile z eno mojo prijateljico na kontra, tako ko si ti prej rekla, ne, ena je menstruirala, druga je ovulirala. Mi dve smo se za eno obdobje nehale v teh ključnih 2 letnih časih družiti, zato ker vedno je tista, ki je ovulirala, neki šla čez mejo v njih, ko je menstruirala. In tudi to je ena možnost, da rečemo, ok, glej, takrat, ali pa jaz zdaj ne morem biti nežna, sorry, dajmo se dobiti, pol naslednji teden rajš. Tako. A ne, tako da, Če tega ne moreš dati, da se umakne. ja. Ta komunikacija se mi zdi ful potrebna, da jo ženske začnemo v prakso dajati. A ne, jaz sem imela tudi, recimo v Rdeči Zarji sem opisala en primer, ko mi je še zdaj ful smešen, ko sem šla, neki nujno sem rabila, ne vem kaj, sem šla v Mercator in sem še menstruirala in sem bila tako še menstrualna, ne. In sem vprašala prodajalca, ker nisem našla itak, če sem bila menstrualna, sem vprašala, ki imajo tole in tako neki. In sem ga pogledala in se rekla, oprostite, menstruacijo imam, nisem dober, a ste lahko prijazen z mano. In je bil tako, ja, oprostite. In me je pelil tja in mi je razložil, imamo tole pa tole, kjer ga rabite. Prav tako je bil, a ne. Tako da, a veš, tudi, a ne, to ni nek odnos zaupen, ko bi, Seveda. a ne. Je v bistvu neznanec. Neznanec. In tudi v takih primerih jaz nisem doživela, da bi kdo v bistvu bil nesramen, če sem res iskreno skomunicirala. Tako se ta iskrenost se začuti. Ženske itak vemo, kaj doživljamo, moški pa, če imajo mamo, sestro, ženo. Moški so Sodelavko. skozi v stiku z menstruacijo, zato jaz pravim, da se njih menstrualni cikl skoraj toliko tiče kot nas. A ne, za nas je to notranje vodstvo, ta menstrualni cikl in stik z vsemi različnimi ženskami, ki živijo znotraj mene in vsemi platmi mene, da sem lahko na koncu celostna ženska, a ne. Moški pa se vsem ne morejo izogniti, večina vzgojiteljic v vrtcu je žensk, večina učiteljic v šoli je žensk, a ne, pridejo na banko, so ženske Ja. in so v stiku z menstrualnim ciklom, res so. Ker Zdaj ta pa- energija seva navzven. Ja, a ne. bolj ali manj zavestno. A ne, in bolj se zavedajo, čez kaj gremo mi ženske, lažje sebe ne obtožujejo, ker kaj pa moški naredijo, moški grejo pa v neko krivdo, pa neko samo obtoževanje, pa spet sem nekaj zajebal, pa neke take, a ne. Če razumejo, kaj se nam dogaja in če vejo, da to je zdaj tale del cikla, so lahko čisto mirni, nič ni narobe naredil. Zdaj je ta del cikla in če ženska zna skomunicirati, kako podporo rabi, da bo boljš, jo večina moških bo pripravljena to podporo dati. A ne, in ženske smo pa tako, da če dobimo podporo takrat, ko jo rabimo, bomo 100-krat ali pa 1000-krat povrne takrat, ko bomo dobri. A ne, to se je tudi dobro zavedati. Tako. Da vračamo trojno in smo hvaležne za podporo takrat, ko smo rabile. In obratno, če ne dobimo, pa če dobimo takrat nesramnost ali pa neko zbadanje, ne, zelo mi pravijo ženske, kako jih prizadane, neki ti komentarijo, že spet si tečna, už spet menstru dobila ali kaj ne. A to je res najslabše, kar takrat ti lahko nekdo reče. Ja, tako si že slabo. Nobena kritika tle ni na mestu. Tako, ne rabim še dodatno. Tako da ful bi apelirala tudi na ženske, da v bistvu skomunicirajo, kdaj rabim. Dan sem ful utrujena, ni enako, kot če rečem, a lahko ti danes prosim večerjo skuhaš. Ja, ker mislimo, da si bo prevedel. Ne prevedejo si. A ne, pa ne samo moški, tudi druge ženske velikokrat. Če si ti v ovulaciji, jaz pa v menstruaciji, boš ti frfasta, a ne, in ne boš na isti način mogoče me doživljala, kot če si ti tudi tu nekje okrog menstruacije, v teh bolj globokih, bolj temnih delih cikla. Ja, a ne, tako da pa tudi to, kar sem prej rekla, nismo vse enake. Ene rabimo več podpore, ene rabijo manj podpore, čisto odvisno. Tako da ful je fajn bi bilo meni, če bi se v normalen del pogovora lahko vključilo to, dan sem takole in rabim takole in če mi lahko daš, bom hvaležna. Tako. Ob zavedanju, da če mi pa ne moreš, ker si ti tudi slabo, pa tudi v redu. A ne? Ja, neki kompromisi in da se podpreta in razumeta. Ja.
Tako da, evo, to so ti deli menstrualnega cikla. Kaj bi še pri PMS-ju omenila je, da če je to priložnost za zdravljenje, jaz rečem, da je to milost življenja, ki mi vsak mesec pokaže, kaj še je nepozdravljeno. In če ženske menstruiramo 400 do 500 krat v življenju, kar menstruiramo, je to 400 do 500 priložnosti za zdravljenje. Zato, da ko bom prišla do predmenopauze zelo velikokrat primerjam jo z 2-letnim PMS-jem, da bo takrat ta PMS ful lažji, da bo takrat ta prehod v moč, notranjo moč, to zdravo, avtentično notranjo moč in v to neko novo, modro žensko, ne samo ukvarjanje s simptomi in s tem, da mi ven meče. Kaj naredim, da... Ja, zadnjič mi je ena rekla, Vesna, počasi mi bo zmanjkalo stvari v bajti, ko jih lahko razbijem, ker ji tako jeza ven seka, da je že vse razbila, kar je možno razbiti. Se ni smešno, ampak si predstavljam. Ja, to so ekstremi. Zakaj se to zgodi? Zato, ker ko se začne telo starati, pa ko se jajčniki v tem smislu, v katerem so funkcionirali v rodni dobi, ugasnejo, nam zelo velik vir energije naenkrat gre. Jajčniki so vir energije tudi. In zdaj morajo nadledvične žleze prevzeti. Nadledvične žleze ima pa večina žensk izčrpane že do takrat. In naenkrat nivo energije v telesu zelo pade in telo nima več energije, da bi držalo te travme, ko smo prej govorili o njih, pod kontrolo. Zato je potrebna energija. In telo reče, ok, zdaj je bolj pomembno, da srce dela, pa ostali organi, ko pa da se tele travme držijo. In nam vse naenkrat ven vrže. Zato je PMS tako veliko darilo, če ga vzamem kot zdravljenje. Je darilo. V bistvu se mi zdi neverjetno, kako dobro si raziskala in raziskuješ menstrualni cikel, kako v bistvu je lažje živeti, ko vse to veš, v katerem obdobju si, kako pa da partner te spremlja, če ga imaš, ali pa šef po družina. Tako da to mi je tako neverjetno. Ali kdaj prepoznaš pri svojih bližnjih osebah, ki so ženskega spola, v katerem letnem času so, glede na to, da si tako polna znanja? Ja, prepoznam tiste, ki jih dovolj poznam, da vem, da vidim, kako nihajo, Prepoznam zelo velikokrat tudi, ne vem, na šalterju ali pa na blagajni, ko vidim, kako ji rečem. A menstruirama, pa tako rečem. Ja. Zato, ker včasih je to vse, kar je potrebno. Prepoznanje nekoga drugega. A včasih je dovolj, da mi nekdo reče, danes ti je pa težko. Pa da ga razumeš. Končno nekdo vidi, da mi je težko. Včasih nam ženskam to dovolj. Ja, res je. To mi je tako res neverjetno, kako se vse v bistvu poveže. Ja. Kaj si razlagala. Zdaj imam pa še eno vprašanje in sicer mogoče bo zanimivo za vse mamice, zlasti deklic, ker napisala si tudi knjigo v ta namen. Cvetoče dekle. Tako, Cvetoče dekle. Kako bi svetovala neki mamici, če nas na primer zdaj posluša in da njena hči je tik pred tem, da začne kaj narediti. Tako, kako jo pripraviti? Ja. Se pravi, najboljša priprava je, če mama zavestno menstruira, ko dekle odrašča. Ko otroci nas ne poslušajo toliko, kot nas gledajo. Pravijo, da otrok sliši 10% tega, kar mu govorimo, pa vidi 100% tega, kar delamo. Tako da absolutno najboljše je, če menstruacija doma ni stigmatizirana, če to ni nekaj, kar je grozen. Spet imam menstruacijo. Brez veze, da ji podrazlagam, kako je menstruacija fina, če imam tak odnos do nje. Tako da tiste, ki imajo zdrav odnos do svoje cikličnosti, je fajn, da so one tiste, od katerih dekleta vidijo in slišijo. In bo avtomatsko te mame prenesle to na hčerko? Če niso mame take, ker različne smo, in če niso zavestno menstruirale, če so pred kratkim mogoče prišle v stik s tem in ugotovile, da je tole vse, da so darovi znotraj cikla in da kako se je fajn v bistvu sebe poznati kot različne vesne. Veš, ko mi si damo eno vesno, ali pa eno za v službo, pa eno za doma, pa eno za s prijateljicami. To je to, kar imam na razpolago. Pa pol ene še imajo eno, ko se napijajo, takrat si malo več privoščim. Ampak ni res. Imamo te takale sem v službi. In to je to.
menstrualni cikel ti vsem pokaže toliko različnih žensk, ki znotraj tebe živijo. In enkrat sem preveč, in enkrat mi je nerodno, in enkrat, mislim, ful je tle Odtenkov. spekter. Ja. Tako da, če mame nimajo tega odnosa, ponavadi tako ne bojo niti skušale prepričati svoje hčerke, takrat je fajn, da nekdo drug prevzame. Ali kaka teta, ali kaka sestrična, ali nekdo. A ne? Fajn je pri puncah začeti tudi dosti zgodaj, zato ker ko pridejo enkrat v puberteto, so starši zadnji, ki jih bojo poslušale. Še posebej, če jih niso videle živeti tega. Tisto obdobje je v bistvu mnenje vrstnika skoraj da bolj pomembno. Ja. A ne, in te mame, ki same zavestno menstruirajo, imam enih par primerov, ko so recimo, ne vem, zanj, če je ena razlagala, da je prišla v sobo in ta mala je imela 10 let, je stara, nima še menstruacije, imela masko na obrazu in tako sedela v miru s čajček, si je skuhala, ne, in je mami rekla, kaj pa delaš? Je rekla, menstrualni počitek imam. Je rekla, a si dobila menstruacijo? Je rekla, ne, vadim. A ne, a veš, to se naravno Kako prisrčno. zgodi. Ja, to je nekaj videla, ne? To je mamo gleda vsak Tako, mesec tako. in ji je bilo tako, menstruirati je pa res dobro, če tole to pomeni. Ja. Ne? In je začela vaditi, ko bo to pri njej. Tako da zgodaj, dovolj zgodaj se začeti pogovarjati s punčkami na nivoju, na kjermu so. Seveda za njih. Ja, primeren. postavljati vprašanja in jaz recimo, jaz sem bila pri moji nečakinji Tiji zadolžena za menstrualne pogovore. Jaz sem po moje 2 leti probala inicirati pogovor, pa ni zgrabila. Nisem pa hotela, da je to pogovor, da ima se usesti pa pogovoriti o Ja, menstruaciji. pa da gre nekaj za Oh smrt, my ne. god, ne, takih pogovorov res nočemo. Tako da vem, da v Rdeči zari sem opisala, kako sem večkrat probala, pa sem rekla, da sem bila pri stari mami, pa smo se pogovarjala o vložkih, pa je ni zanimalo, kaj so to vložki, a ne, kako je bilo včasih z vložki, ko še ni bilo vložkov, a ne, smo se pogovarjale. V glavnem, tako enih 5krat je bilo tako, da sem navrgla vabo, pa nič se ni zgodilo. Pa končno enkrat reče, pa Vesna, pa kaj je ta menstruacija, ko skozi govoriš o njej, a ne. In pol je pa tle bil vhod, da se lahko pogovorimo. Ko je začelo zanimati? Ja, ko je začelo zanimati, a ne. Tako da, ful je v redu, če ulovimo ta trenutek, ki še ni od druge indoktrinirana. Ker jaz, ko sem v šolah delala s temi mladimi puncami, 10 do 12 let starimi, one so tako preklopljene na to kolektivno zavest, ki ima zgodovino, kakršno ima, a ne, in je tako, sram jih je, glede menstruacije, bljak, kri, ker kri je bila celo življenje njihovo povezana z udarila sem se in boli. In zdaj je tle kri. Pomeni nekaj je narobe. A ne? Tako da s tem pridejo punce, če se ne pogovarjamo z njimi o tem, da to ni mogoče ista kri, ko se udariš. Ni treba, da boli. Ni normalno, da boli v resnici. A ne? In preko smo o menstrualnih počitkih govorili tako, vsaj polovica žensk, če se dan uleže, ne bo imela krčev. Ja, in bo Polovica. naredila dobrobit za naslednje Ja. obdobje. Tako da ta knjiga je bila v bistvu napisana kot pripomoček mamam. A ne, kako začeti pogovor, da ni štorasto, ker štorastih pogovorov o spolnosti pa o menstrualnem ciklu res ne rabimo. To sta res 2 tako nežne pa lepe teme, pa tako pomembne, da vsak štorast pogovor naredi sam škodo. A ne? Ja, res je, potem rečeš, ne bomo se več o tem pogovarjali, ne? Je bilo neprijetno. Ja, In za in nekaj tako, časa ta spet ta energija tema. ostane. Ne. Ja, tako da v bistvu je napisana tako, da se razložijo ti letni časi menstrualnega Kot en cikla. priročnik za mamice, ki Ni priročnik, to je knjiga, ki jo bereš skupaj s punco. skupaj z otrokom. Skupaj in so noti stočnice za debato. Ja, tako da, Wow, potem zelo usmerjaš, ja, vodiš. napisana je kot pravljica,
o punčki, ki je dobila menstruacijo, ko sta se s sestrico kopale, kar je pogosto, da se zgodi na nek tak način, ne? In potem cela panika in potem pride mami in razloži, kako se je vse skupaj začelo. Simpatično. Kot pravljica in potem tudi debatirajo vmes v teh letnih časih in kaj pa ti misliš, da bi bilo takrat primerno delati in tako, a ne? Super, moram pogledati. Ja, tako da na ta način sem jo napisala, zato ker sem videla to stisko žensk, kako naj predstavim, pa da ne bo štorasto, ker meni je mama predstavila tako, da je bilo štorasto in še zdaj se slabo počutim, ko pomislim na tisti pogovor. Kako ima močan vpliv to, ne? Ja. V bistvu za... Vsak prehod, a ne, stara ljudstva so zelo vedela, kako imajo prehodi velik vpliv na celo naslednje obdobje, ker zastavijo energijo za celo naslednje obdobje. In če je tle ob prvi menstruaciji zastavljena energija sramu in bljak, kako se naj razcvetim kot ženska? In nekam se to vtisne in je zelo težko. Ja, in potem vidimo te mladostnice, ki hodijo okrog in jih je sram. Ja. Takole so. Wow, kako v bistvu daješ svetu. Upam, da se zavedaš z vsem tem znanjem, strokovnostjo, pa tako lepo razložiš v bistvu, da lahko vsi razumemo. To je pač to, kar imam jaz za narediti, bi rekla. Ne mislim si, da sem zaradi tega karkoli posebnega. To je pač nekaj, kar zgleda, da želi skozi mene. Jaz vidim življenje kot tok potencialov in ta en potencial je skozi mene videl pot, da se tle na zemljo zlije. In če ne bi jaz rekla, ja bi nekdo drug. A veš, tako jaz vidim. Ne, meni pa je to kar noro. Vmes se mi še utrnila vprašanja, mogoče, če nas posluša kakšna dama, ki pa nima rednih menstruacij, ne ve, kdaj bo prišla, kdaj ne bo, ali je dlje časa brez. Lahko je razlog bolezen oziroma neka terapija. Kako pa ne one spremljajo te svoje letne čase? Ful dobro vprašanje. Se pravi, če nimamo rednih menstruacij, je fajn preveriti najprej, ali smo zdrave. Ker je tudi možno. Jaz poznam ženske, ali pa recimo presnojedkam se to zelo velikokrat zgodi, ali pa kakim vegankam, da nimajo menstruacije, ampak normalno ovulirajo. Tako da fajn je preveriti, ali ovuliramo. In to vam lahko ginekologinja pove, če greste v času približno, ko bi lahko bila ovulacija, se vidi, ali bomo oziroma smo ovulirali ali ne. To je zelo pomembno, zato ker ovulacija je vitalni znak ženske. A ne? V tem času, seveda, če smo zdaj že omeni, je pa to druga. Ne? Če že vemo, da je kaj narobe, jaz mislim, se pravi, da je zaradi zdravil ali pa bolezensko, da nimamo, a ne? Je ful velik stvari, ki jih lahko naredimo, zato da pomagamo svojemu telesu, da pride spet do te vitalnosti, ker žensko telo za to, da menstruira, potrebuje eno stopnjo vitalnosti. A ne? In tle je cel kup enih alternativnih metod, ki jih lahko uporabljamo. A ne? Jaz recimo zdaj zaradi predmenopavze sem začela hoditi na akupunkturo, prav Heniko je za žensko zdravje specializirana, ena Kitajka. Ona tako lepo uravna energije, da se stvari res lepo postavijo nazaj. A ne? Tudi tle bi mogoče rekla, ker vem, da zelo veliko žensk v predmenopavzi, pa še v menopavzi zelo trpi za vročinskimi oblivi. A ne? To se da tako enostavno, samo z balansom energij znotraj telesa odpraviti. 1-2 terapiji za večino žensk pri akupunkturi, če ta akupunkturistka ali akupunkturist ve taka delata. Ne? Tako da to je recimo ena stvar. Potem je taoistične metode, imajo cel kup nekih praks, ki jih lahko delamo, zato da se ta cikličnost vzpostavi nazaj. A ne? Če se pa ne, se pravi, če nam ne uspe, potem je ena stvar, na katero je fajn biti pozorna, to, da menstrualna krvavitev je tudi sistem za čiščenje telesa. Tako da je fajn nekje drugje najti načine, ali savna, ali neki detoksi, karkoli pač, kavni klisteri, nekateri recimo jih koristijo, pa so jim ful fajn. Da se enkrat na mesec vsaj, ali pa mogoče, če so kakšna močna zdravila, mogoče več kot enkrat na mesec, telo ima priložnost čistiti. Pač na drugačen način. Pač na drugačen način. A ne? In če pogledamo te stara ljudstva, recimo Indijanci so imeli te potilnice, so bile samo za moške zato, ker jih ženske niso rabile, ker so menstruirale. A ne, a veš, tako da to se mi zdi ena taka zelo pomembna.
še vedno lahko izpolnjujejo menstrualni koledarček nekaj časa in enako ženske, ko so že v menopauzi, me bolj sprašujejo, kdaj pa zdaj naj počivam, a na luno ali kako, ne. In meni tako, ja, če si premenstruirala na luno, potem je mogoče smiselno, ampak zakaj ne bi 4 mesece izpolnjevala koledarček, pa da vidiš, kje se ti cikel začne ponavljati spet. Tako, prije spet v isto občutja, v isto telo. Ja, tako da lahko da samo krvavitveni, cikličnost mi pa gre vseeno dalje, a ne? In to ne morem drugače ugotoviti, ko pa da menstrualni koledarček izpolnjujem. A ne? In ga imamo, v bistvu si ga lahko ženske prav tega iz 50 odtenkov menstruacije, tako vsak dan 17 različnih stvari opazujemo, a ne? In je na spletni strani, če greste na Rdečo Zarjo, zavihek, ga imate pod brezplačnimi darili. Ja, tako da si ga lahko vsaka prenese. Evo, povabim dame, da se bomo še bolj dobro poznale. 3 do 4 mesece je treba izpolnjevati, da vidimo zakaj. Zato, ker življenje ni samo cikličnost. Se zgodijo stvari, nekdo zboli, ali pa otrok z otrokom, v šoli nekaj ni v redu, ali pa s partnerjem nismo okej, ali pa karkoli. In vse tudi to vpliva na nas. Zato pravim 3 do 4 mesece. Da je optimalno, da dobiš neke uvide. Ja, da dobim neke uvide. Wow. Noro dobro se mi je pogovarjati s tabo. Vsem bi pa ne bi šla mimo še moških. Nekako ta naslov mi je zelo zanimiva, na razumeti žensko misijo. Nemogoče, verjetno bi se večina moških strinjala s tem naslovom. Pa mogoče za tiste, ki niso imeli te knjige v roki, če bi majčkeno več povedala, kako se prilagajati, razumeti, da bo nekako, sigurno imajo tudi oni, svoja nihanja. In svoj cikel na nek način, da bo mogoče te odnosi bolj v sožitju, kaj lahko naredijo za to. Glede moških je več različnih teorij. Jaz osebno verjamem, da so ciklični, ker so tudi oni del narave in če je narava ciklična, smo vsi ciklični. Na kak način bojo sicer mogli sami ugotoviti. Obstajajo že ene raziskave, mislim, da na Češkem, da je ena univerza naredila raziskavo, kjer so ugotovili, da imajo letni cikel. Glede na letne čase v naravi. Ampak so pol skušali to raziskavo ponoviti v San Francisco ali nekje v Ameriki, kjer ni izrazitih letnih časov in niso dobili istih rezultatov. Tako da nismo sigurni, kaj se tle dogaja. Eni pravijo, da so tudi vezani na luno in da najbolj preko želje po spolnosti to lahko vidijo, da jim zelo niha z luno. Potem so pa ene teorije, da se moški priklaplja na ženski cikel. Se pravi na cikel od te svoje ženske. Od partnerke, če jo ima. Oziroma z ženske, s katero živi. Zdaj, jaz upam, da to ni res. Zakaj? Zaradi tega, ker današnji moški gre v službo in 8 do 10 ur preživijo tam s ženskami, ki imajo mogoče cikel nastavljen čist drugače kot njihova ženska. In je lahko potem tle zelo veliko konfliktov, če on pride domov... Iz tega naslova. Z tega naslova. Če on pride domov nastavljen na menstruiranje, ona pa v ovulaciji, ali pa Bog ne daj obratno. Se pravi, on tam toliko povzame, a ne? Če je to res. To so zdaj različne teorije. Jaz tudi upam, da ni. Ampak tle res apeliram na moške, da to ugotovijo. Mi ne moramo tega za njih ugotavljati. Tako, bi pa mogoče... Ko si mi postavila vprašanje, si rekla, da se moški, kako se naj prilagodijo. Lahko vzamejo ta paket, ta način razmišljanja, ampak meni se zdi, da tle ne gre toliko za prilagajanje, kolikor gre tudi za njihovo rast in razvoj. Ker tako, ko nas cikel sili, da smo vsak dan malo drugačne, oni nimajo tega, kar bi jih sililo in zelo velikrat zapadejo v eno rutino in imajo pa enega tik, pa ki ga vlačijo okrog po svetu, ali pa eni 3. In jaz, ko sem imela predavanja, v katerih je bilo tudi včasih več kot polovica moških, recimo, in sem jih vprašala, koliko vas je še tako, pa so bili malo starejši že, koliko vas je še romantičnih? Tako, da res potegnete ven unga romantika. Pa tako vsi so me gledali, ena ženska je tako ruko na svojega moža, bila sta že v 60 letih, tako malo starejša. On dvigne roko. Sem rekla, wow, bravo, Sem rekla, zakaj ste še romantičen? Rekel,
Meni je fajn, jaz se fajn počutim takrat, ko sem. A ne? In sem rekla, ostali moški, zakaj pa vi niste? Mi so tako študirali in pa reče eden, če je že pa moja, ni več treba. A ne? Ampak pol, ko smo se pogovarjali, kako ste se pa počutili, dokler ste bili romantični, ste jih dvorili in to, in so bili vsi tako, ja, ful fajn. A ne? Fino je bilo. In potem, ko ni treba, kar nehamo. A ne? Tako da, tle, če moški v bistvu si vzame to kot svoj projekt, ne njen. A ne, ker ženska v vsakem delu cikla ji pa še drugačen moški. Ja, enkrat rabimo bolj romantičnega, enkrat rabimo bolj stabilnega, enkrat rabimo nekoga, ki zrihta stvari namest mene, a ne, enkrat rabim nekoga, ki me bo razvajal, tako ful različne. In če moški si to vzame kot svoj lasten razvoj, a lahko najdem še vse punga romantika ali pa unga, ki bo poskrbel zdajle za njo, ki bo pol spet 3 tedne ona mogoče skuhala pa skrbela za mene. Večina moških, če si da to na tak način, da raziskuje sebe in svoje aspekte in arhetipe znotri, se imajo ful dober. A ne? In enkrat sem prav enega prijatelja vprašala, ker ena moja prijateljica je bila tako zelo striktna, recimo, glede spolnosti se je vedelo, v katerem letnem času ja in v katerem absolutno ne. Ne? In sem rekla, kako je tebi to, da se moraš skozi prilagajati potrebam nekoga drugega, ne? In je rekel, veš kaj, meni je ful redo. Jaz vem, kdaj se slača probat, pa kdaj ne. In kadar je ne, in kadar rabi mir, grem jaz, pa delam svoje kate, ko je karate treniral, pa delam svoje meditacije, pa naredim vse to, za kar drugače ne bi bilo časa, če je ona skozi ob meni. In se posveti sebi. In se posveti sebi. Bravo. In je potem tudi on zadovoljen in se lahko potem spet posveti njej, ko je čas za njo. A ne? In je rekel, V bistvu win-win. ja, win-win. In je rekel, in itak sem videl, da brez veze nekaj izsiljevati takrat, ko njeno telo ni pripravljeno. Pri nas telo v enih delih cikla ni pripravljeno. In spet smo ženske različne. Ene bi skozi. Ja. A ne? Pri enih je pa tako zelo izrazito ne, in če se takrat povozi, ji bolj še 2 ali pa 3 tedne ne bo. A ne? Tako da je rekel, sem videl, da če takrat ne forsiram, se imamo bolj noro dober. Če forsiram, je pa tako cel mesec. Se vleče to. Ja, se vleče. A ne, tako da za moške jaz mislim, da je to priložnost, da potegnejo ven iz unih zaprašenih omar, une tipe od romantikov do karkoli so nehali živeti, a ne, vse pri različnih moških različno. In vidijo, kako je, ker če je žmoht v tem, da sem romantik, zakaj ne? Ja, Zakaj ne če bi se enkrat imamo na dober. mesec bil romantik? A veš? Tako. A ne? Tako da razvoj je, za oba je razvoj. Oba se učita. Ja. Ja, no, upam, da so tudi moški dobro poslušali. Omenila si jih tudi v pogovoru TEDx, a ne, ko mi je bilo všeč, moški bo skuhal večerjo in tako, in kako je treba z njimi znati skomunicirati, a ne med vrsticami, Ja. kakor sva že rekla. Ja, to Je se bil mi tak zdi zelo luškan, pomembno. zabaven govor. No. Ja, tega smo res naredili na zabavno, pa na tako dost osnovno. Zato, ker to je bil TEDx, kjer je bilo 1500 ljudi, a ne. Skoraj polovica od tega je moških na TEDxu. In vsi ti moški in ženske imajo telefone zraven. Tako da, če nisi vsaj malo zanimiv, bojo šli na telefon, pa bojo takole scrollali. Odplavali, ne. Ja, a ne. In smo rekli, okej, menstrualni cikel res ni nekaj, kar bi zanimalo večino ljudi. A lahko naredimo na način, ki bo zanimiv. In to so mi nekatere ženske pol zamerile, zaradi tega, ker so rekle, Vesna, to je resna tema. Ne? Tako da, Se je bila resna, sam je bila pa tudi zabavna. ja, a ne, tako da sem rada bi to poudarila, da ni bilo mišljeno, da se zdaj nekaj norčujemo ali pa zabavamo s tem, ampak je bilo bolj mišljeno, da čim več ljudi lahko sliši, Tako. da 4 ženske živijo znotraj Da ene. prisluhne. Ja, A ne? 4 znotraj enega Ja, meseca. in moram reči, da zelo veliko žensk mi je pol poročalo, da so si njihovi partnerji kar na hladilnik naredili koledarček in so si sam črtali temne dneve, svetle dneve. Se in niso sekirali, če so ki odrezave. Čez en teden bo vse super. Ja, in so si zapiske delali, da vejo, kdaj je kaj. Tako da, ful veliko moških je bilo ful pripravljenih sprejeti ta izziv in reči, ok, dajmo raziskati, kar jih je, ker v raziskavi smo imeli tudi pare, ki so kot pari delali raziskavo. Aha. Tako da smo imeli
poseben koledarček so moški izpolnjevali, poseben koledarček so ženske izpolnjevali in pol so se v poletju menstrualnega cikla pogovorili o tem. Se pravi, kako me ti vidiš takrat, pa kako sem se jaz počutila takrat. Aha, in so verjetno čisto različni odgovori. Čisto različni, in ful je bilo koristno moškim videti, kako slabo se je v resnici njihova ženska počutila takrat in kako to, kar je naredila, se je zelo trudila, da je lahko naredila. Tako da to je bila ena stvar. Koliko je ona energije porabila, zgledali je pa. Zgledala je pa, kot da je sam tečna. Druga stvar, ki bi jo pa tudi tle rada poudarila, je pa to, da strah, ki so ga imeli moški, je pa bil, če začnem sodelovati v tem menstrualnem ciklu njenem, a me bo potem izkoriščala. A bo potem takrat, ko je v unem obdobju, ko ji naj jaz nekako pomagam, podpiram jo, še bolj serviram. Ja, a bo takrat potegnila ven vse une zahteve, s katerimi se jaz v resnici ne strinjam. Pa jih bom zdaj mogel narediti, zato ker zdaj pa v tem letnem času in moram jo ustrežiti. Tako da tle bi rekla, ful je pomembno, če se ženske začnemo zavedati svoje cikličnosti in jo začnemo komunicirati in uvedemo v partnerstvo in v službo, recimo, da smo dejansko iskrene. Da smo dejansko iskrene in da ne izkoriščamo tega. Ali zato, da mi nekaj ni treba. Ampak da sem res iskrena, danes sem res takole. In po drugi strani, če se pogovarjamo o partnerstvu, da ima moški dovoljenje reči, ampak ne takrat, ko se dogaja, po moje je bolj spet v poletju, da reče tole, kar si zanj zahtevala od mene, se mi ni zdelo prav, ker veš, da je to nekaj, s čemer se jaz ne strinjam. Tako, ali da je povezano z nečim drugim, Tako da mora biti ta nivo odkritosti in dovoljenja z obeh strani, da podvomiva, da on podvomi in da jaz podvomim. To se mi zdi v bistvu prvobitna stvar, tudi ko sem poslušala več tvojih pogovorov in si govorila o tem tudi, da bi bile ženske proste tisti dan, ko si imaš ti, hvala Bogu, možnost vzeti prvi dan, pa potem ta menstrualni počitek. Tako bi bilo fajn, ker v bistvu so tudi raziskave pokazale, kako so ženske kasneje bolj učinkovite, ampak da bi bilo ogromno tudi strani žensk izkoriščanja, V smislu, če bi imele možnost biti tisti dan proste. Jaz mislim, da zavedanje in upravičeno to delodajalce bi zaskrbelo. In moške. In moške. Ker jaz sem tudi včasih slabo, pa zakaj jaz ne morem biti doma takrat, recimo, bi se moški spraševali. Jaz mislim, da ko enkrat pride zavedanje na to mejo, da bomo ženske res vedle, večina žensk, vse verjetno nikoli ne bomo, potem je smiselno, mogoče ne, da se uvede kot tole ti pripada, pa si lahko doma. Ampak da je možnost. Da takrat s tabo se malo drugače mogoče ravna. Ali da se drugače ravna, ali pa za tiste, ki imajo bolečine, ko ene res zadrogirane hodijo v službo zato, da lahko funkcionirajo, oziroma tiste, ki dejansko menstrualno počivajo, da lahko ostanejo doma in ali potem v času poletja pa pomladi mogoče nadomestijo te ure ali kakorkoli. To se je vsaka firma stvar dogovora. Videla sem tudi firme, recimo v Angliji je bila ena izmed teh pionirskih firm, ko so prvi začeli glede na cikličnost in imeti sestanke in tako. Oni so imeli tudi en kavč in je bilo tako, glej, takrat, ko menstruiraš, takrat tisti dan, ko veš, da je najboljš, da si doma, bodi doma, drugače imaš pa tle kavč in kadarkoli vmes se lahko za 15 minut uležeš, ker včasih je to vse, kar rabim. Da se za 15 minut in si potem. Tako, zadremam in grem dalje delati. In akcija dalje. Tako da zelo veliko je nekih stvari, ki jih lahko firma dejansko uvede. Jaz sem imela eno prijateljico, recimo, ko je sama tudi spremljala svojo cikličnost in je bila vodja enega oddelka in jim je dejansko predstavila to idejo, da dajmo se pogovarjati, kje smo. Lahko se na primer znotraj pisarne da ena oglasna deska, kjer vsaka z barvo označi, v katerem delu cikla je. Zato, da jaz vidim, ti danes menstruiraš, tole ni tako pomembno, ne bom te danes motila. Ko pa si v tistem času za danes boš pa vesela, če te zmotim, te pa bom. A veš, tako da ful veliko je enih stvari, ko če se samo ustavimo pa malo razmislimo, bi se jih dalo ful lepo prilagoditi ženski cikličnosti in vsi bi imeli več od nas. Mi bi imeli več od nas in okolica bi imela več od nas.
Se strinjam. Ja, tako da to se mi zdi ful pomembno. Ja, zelo pomembno, upam, da čim več ušes te sliši, naj usliši. Ja, predvsem, a ne, pogum bo tle spet potreben, zato ker za biti pionir na kjerkoli področju, pač rabiš pogum. Tako, in to zdaj zahteva nehvaležno. Tako. Ja. Mečka naj čas preganja, zato bom prešla na zadnje poglavje. Res upam, da te še kdaj gostim, ker mislim, da imam še za par ur s tabo vprašanj. Pa bi te vprašala, a imaš kakšno zgodbo, ki se ti je še posebej vtisnila v spomin, upam, da lepa, tekom delavnic, ki jih izvajaš na svoji akademiji in terapiji, pa naj bo tematika cikel ali spolnost, partnerstvo, odnosi, če smo portal za odnose, kakšen primer z prakse, seveda anonimizirano. Ful veliko žensk reče v bistvu v resnici, da se jim je življenje čisto drugače postavilo in partnerstvo čisto drugače postavilo. A ne, ker če oba dva partnerja razumeta, kaj se dogaja in sta pripravljena sodelovati in je moški pripravljen tudi rasti skozi to cikličnost, potem ta odnos se bo spremenil in se bo spremenil na boljše. A ne, ker kaj v odnosih največkrat so neizrečene stvari in tiste male zamere. Pa pričakovanja. Ja, enkrat na mesec te prosim, da mi nekaj narediš za mene, pa nisi. Jaz pa menstruiram. To se zapiše in ostane na tem traku zapisano dolgo. A ne? Tako da to je ena stvar. Druga je, da so recimo nekateri potem uvedli za tiste dneve. Ena stvar, ki je moški ne razumejo recimo in jim zelo olajša, ko začne razumeti, je, moški reče, zakaj ne pove? Sam pove naj. A ne? In je en del cikla, ki ne moramo povedati. Ko smo dejansko tako slabo, pa tako nekje v sebi, da ne moramo skomunicirati. Ubesediti, kaj je čutno. Ne moramo ubesediti. In če se tega zavedajo, je ful fajn. In če mi skomuniciramo in jim povemo, kdaj je to, lahko imajo potem, eni so si prav tako naredili take na steno, ne koledarček, ampak tako v smislu, danes ne morem komunicirati, lahko značim. In partner ve, da danes je dan, ker to pa lahko, križec pa lahko naredim, ali pa magnetek, ali pa karkoli so dali tam gor. A ne, tako da meni se zdi, kar se odnosov tiče, je ključno, da jaz vem, kako funkcioniram. Zato, ker ženski dejansko zgleda, kot da se svet spreminja. Jaz, ko sem v PMS, jaz ne živim v istem svetu, kot pa, ko sem v pomladi ali pa ovulativna. Čisto drugače vidim. Čisto drugače. Jaz vidim svoje življenje, pa svoj svet kot krasen. Vse je v redu, v enem delu cikla. In kot absolutno vse je narobe v drugem delu cikla. Isti svet. Moški gleda, vidi isti svet in mu ni jasno, čakaj malo, 14 dni nazaj se je hotela ločiti, zdaj sem pa najboljši. In tle grejo oni v zamero. In v nezaupanje, ker kdo je tole, če se ne more odločiti? A se dela norca z mene? Točno to grejo. A se dela norca z mene, zabava me. A ne? A veš, tako da veliko teh primerov iz prakse, ko so dejansko, ali pa pol so prišle še na delavnice, kjer gremo pa še bolj globoko, kjer je pa v bistvu 1 od 8 srečanj samo menstrualni cikl. To, da gremo res globoko se spoznavati in pogledati, kaj zares rabim in tako postaviti si ta, a ne, maternica je tudi naš energijsko-spiritualni center in je zaradi tega, ker je tle toliko energije, zelo velikrat zelo zapacan. A ne, tako da si ta center postavim, si postavim, kdo sem in to spremeni spet odnos na boljše, ponavadi na boljše. Zato, ker še posebej, če skomuniciram te stvari s partnerjem, a ne, se lahko ful stvari postavi. In jaz imam precej žensk, ki so zanosile recimo potem, ko so delavnice naredile, pa ne delamo nič z zanositvijo samo, ampak samo s tem odnosom do sebe, a imam odnos. Recimo ena taka je, a vem, kako moja Joni, če imenujemo Joni, to zunanje spolovilo, a vem, kako zgleda. Večina žensk ne ve, kako zgledajo. A ne, kaj šele, da bi imele odnos, da bi vedele, kaj vse je tle nadevano gor. Za eni, ne rečemo za ston sramne ustnice, recimo. A ne? A veš, in z vsemi temi energijami tle not bi zdaj zanosle. In včasih je dovolj samo, da se ustavijo in pridejo sebi in se iz tle povežejo s partnerjem. V svoj center in z njim.
In sem imela en primer, recimo, ko mi je bil tako, še zdaj mi odzvanja, pa je bil že par let nazaj. Ena terapeutka je poslala to žensko na moje delavnice. 6 let sta skušala zanositi, vse IVF-e, koliko jih je, ne vem, koliko jih je bilo, 6 ali koliko, ko jih medicina brezplačno prizna, sta dala skozi in pol je rekla, da je začela razmišljati, mogoče pa z mojo psiho kaj narobe, to še lahko pogledam, a ne, vse ostalo sem že naredila, to še lahko pogledam. In je prišla na moje delavnice in je tako že 6. teden mi je ona rekla, lahko jaz bi skozi moram nekaj grickati, ker sem noseča. In meni je bilo tako, kaj, po 6 letih, kako je zdaj to možno, ne? In potem sem jo vprašala enkrat, sem rekla, kaj misliš, da je naredilo to spremembo, da si zdaj naenkrat lahko na čisto naravni posti. Ja. In je rekla, da sta se s partnerjem pogovarjala o tem, kako nima odnosa do svoje Joni. A ne? In da sta si jo oba dva pogledala skupaj. In da mi se pogovarjamo o tem, da pogleda ženska, kak je občutek, ko je odprta Joni, pa ko ni odprta. A ne? Ker to je nekaj, kar smo ženske pozabile, da dejansko naše telo se odpre, ko je pripravljeno za vstop penisa. A ne? In če se ne odpre, je kot da si prišla na obisk pa vlomila. Aha, da vdiraš. Vdrla si mi v bajto, a ne? Ni isto, kot če se napoveš, pa prideš, pa ti jaz odprem vrata. Ni isto. In tle se moramo zavedati, da ženske sprejmemo moškega vase. Ja? In je drugače, če grem na obisk, ali pa če nekdo k meni na obisk. Če grem na obisk, si malo frizuro pogledam, prinesem eno kofe, pa je to vse, kar moram narediti. Ko nekdo drug pride na obisk. Gostitelj se pa pripravlja. Gostitelj se pa pripravlja, a ne? In to je ta razlika tudi med moškim pa žensko, ki večinoma ne razumejo, a ne? No, in ona je rekla, da vse, kar je bilo, je, da sta se oba dva povezala z njeno Joni. In da je partner čistko iz svojega nekak poriva, njeni Joni, ki je obljubil, da nikoli več ne bo vstopil, če ne bo pripravljena, če ne bo se odprla. In v tistem je zanosila. Spolni odnos takrat. Neverjetna zgodba. Neverjetna. Lepa. Zelo lepa. Ja. In jih je enih par takih. Ena recimo je imela pa ful splavov, en za drugim, mislim, da 4, če se ne motim, 4, 5. In je potem ugotovila, ko smo energijo v maternici postavljale, da ima od enega, mislim, da čist prvega splavljenega otroka, nisem sigurna tle, ampak od enega od teh bivših otrok ful temno energijo tle not. In je rekla, jaz ne bi tudi hotela živeti v taki maternici. In si je to postavila, zanosila, donosila mahčerkico zdaj recimo. Ful lepo. Verjetno te vsakič naslednjič strah, če imaš take izkušnje, naprimer 4 zaporedni splavi, si ne predstavljam, kakšen strah je vsakič, ko zanosiš, če bo šlo spet. Absolutno ne, ker to je travmatična izkušnja za žensko. Sigurno, zelo. Tako da, a veš, take zgodbe pol slišim, ko mi rečejo, skoraj smo se že ločila, zdaj smo pa ful v redu spet. Tako, ko se mi zdi, a ne, če jaz nisem v sebi, s kom naj ima moj partner odnos. In ženske nismo velikrat v sebi. Velikrat tudi pozabimo na se. Ja, zaradi tega, ker je vse tole moram porihtati, pa vse to moram razmisliti. Ja, a imajo otroci vse za šolo, a je treba še kaj kupiti, a je za kak rojstni dan naslednji teden pa rabimo darilo, tega je milijon. Ja, in to kar Ja, a ne, tako da prav spomniti se moramo pa priti nazaj v sebe. In pol, ko sem tle in polna, lahko v bistvu dajem skupnosti in me ne bo tako izčrpalo. In zdaj, če še sledim cikličnosti, pa dajem takrat, ko je čas za dajati. Otroke se da krasno vključiti. To so še mogoče zgodbe, ko so ženske otroke vključile v svoje menstruiranje. Ko je bilo tako, da otroci pri 10 že vejo, kaj ženska rabi in ji napolnijo termofor in ji skuhajo čaj. In ji pustijo, da počiva. In ji posmijejo posodo in jo pokličejo samo za kosilo, ko je skuha. A veš, ogromno enih stvari lahko, če ženska družino pripravi takrat, ko je dober. Ne samo, da zahteva. Seveda. Pripraviti. Vedno dajemo in prejmemo, ne? Ja. Mi je bilo tudi všeč v enem pogovoru si omenila, da kadar ima mamica menstruacijo, da je pa pica za kosilo, v smislu, da otroci rečejo, danes bo pa pica, ne. Tudi v redu, a ne? A veš, super, naredi tega en dogodek. Da se naredi tako, da je za vse prav. Tako. A ne? Če malo razmislimo, pa če imamo pogovor, jaz si želim 2 dni, takrat, ko menstruiram, počivati. Kaj lahko kdo prevzame? In si sami izberejo. In tisto, kar ne moramo outsourcamo. Enkrat na mesec pica, v redu. Ja. To si lahko ne. Pa palačinke ali pa.
Ja. Nekaj take stvari, ne? Nekaj dobrega. Nekaj dobrega. Ja. Tako da je za vse praznik to. Za celo družino. Ja. Ja. Hvala, Vesna. Neizmerno sem uživala. Še in še bi te sprašvala, zelo si prijetna. Res imaš eno tako nežno, pomirjujočo energijo. In verjamem, da se ogromno oseb, ki prek tebi na terapiji, bodi si pari, ženske, moški, zelo dobro počutijo v tvoji družbi. Ja, najbrž, če pridejo ponovno, najbrž. Ja. Tako da hvala ti za to, kar daje svetu. Ko mi čakamo novo knjigo, takrat se bomo spet videli. Kdaj bo to? Težko napoveš, verjetno, ne? Zdaj sem rekla, 4. je, naredila jo bom čist brez pritiska, tako da nobenih datumov ne bom dala. Tako. Ko bo začutila. Mogoče letos, najbrž letos, Aha, ne vem. Ampak no, prav saj to bi tako, bilo pol kmalu. pri vsaki je bil nek drug pritisk, a ne, zdaj sem pa rekla, tole zdaj naj bo pa tako, zdi Ko se bo. gres. Tako. Ja. Super. Ko mi čakamo. Hvala lepa. Če imaš še kakšno misel za gledalce in poslušalce portala Ono odnosi? Najprej bi Zaključna misel? Najprej bi se tebi zahvalila za tole povabilo. Se mi zdi ful pomembno, a ne, ker moj doseg je tak, ko je, preko takih žensk, kot si ti, včasih tudi moških, v bistvu lahko za to priložnost, da se začnejo spremljati, slišijo tudi druge ženske in drugi moški. Tako da ful sem ti hvaležna tudi, da si moške vključila v tale pogovor, a ne. Ker se mi zdi, da same ženske brez njih ne moremo tako kvalitetno tega projekta vrnitve k sebi speljati. In rabimo, ne? Oni pa ne. Ja, meni se zdi pač, a ne, in mogoče je lahko to tudi zaključna misel, meni se zdi, da smo prišli zdaj do točke, ko upam, da ne bomo rabili iti spet v prevlado. A ne? Ker včasih so bile, v davni zgodovini so bile ženske tiste, ki so nadvladovale moške, pol smo imeli zdaj ta patriarhat, ko so moški nadvladovali nas. Moja srčna želja je, da bi zdaj lahko timsko delali kot dva enakovredna Tako. in različna človeka, ki lahko skupaj ustvarima nekaj ful boljšega, kot pa vsak za sebe. Tako. A ne, V bistvu nekaj norega, ko se dva pola združita, Ja. če se podpreta. Ja, in jaz vidim, da se da skozi menstrualni cikel tako lepo rasti skupaj. In če še končno moški ugotovijo, kako njihova cikličnost teče in se lahko začnemo pogovarjati, da jaz rabim podporo in kdaj jo on rabi. In kakšne vrste podporo. Jaz vidim, da bi bilo to možno. Da ne gremo v to, kdo je zdaj nad kom, pa kdo more voditi, pa kdo slediti in to cel čas. Ženske smo tako različne, da to sploh ni možno se pogovarjati, kdo naj vodi, kdo naj sledi. Ne? Se mi zdi, da smo pa lahko res kvalitetne pare vzgojimo in upam, da naslednja generacija bo to vzela. To, kar smo mi pogruntali ali pa se spet spomni in nesla to naprej in razvijala In živela po svoje. to. Živela in razvijala po svoje to. Ful si lepo povedala in res bi bil svet lep. Tako. Naj bo. Ja, A naj se bo. zmeniva? Ja, deva. Hvala, Vesna. Lep preostanek poletnih prostih dni in vse dobro. Hvala. Hvala. In hvala vsem, ki ste nama prisluhnili. Tako ful se mi zdi pomembno se zahvaliti tudi ljudem, ki poslušajo, ker to je ura pa pol njihovega življenja. Tako da pogledajte, kaj je unen stavek, ki vas je nagovoril in naredite s tem nekaj v svojem življenju. Eno spremembo. Eno spremembo na boljš. Hvala in srečno.